podrobnejši predstavitvi finančnih instrumentov vabim Katarino Žagar z Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in gospod Tjašo Perkovič iz Slovenskega regionalno-razvojnega sklada. Izvolite. Ja, dober dan. Seveda se na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zavedamo, da imate mladi kmeti v prevzemu kmetije ali pa tudi pol v nadaljnih letih, ko uresničujete vašo vizijo razvoja vašega kmetijskega gospodarstva, številne ideje, kako to izboljšati, kako to posodobiti, kako to narediti bolj odporno podnebnim spremembam in tako dalje, in zato potrebujete finančna sredstva. Zavedamo se vsekakor tudi, da nepovratna sredstva strateškega načrta nikakor niso zadost za vse te potrebe in tudi to, da obstaja na trgu virov financiranja finančna vrzel. Torej, povpraševanje presega ponudbo in da ste skupaj z majhnimi kmetijami, ravno mladi kmeti, nekako najbolj ranljiva oziroma tista ciljna skupina, ki ima največje probleme pri iskanju dolgoročnih virov financiranja. Zato smo toliko bolj veseli, da nam je v tem programskem obdobju, kot je bilo že prej izpostavljeno, smo to kar nekaj časa čakali na te finančne inštrumente, uspelo in da je bila podpisana pogodba in da je Slovenski regionalno-razvojni sklad sedaj naš upravljalec finančnih inštrumentov v kmetijstvu za obdobje od 23 do 27, kar dejansko pomeni, da bo ministrstvo vložilo nacionalna sredstva v višini 20 milijonov evrov, sklad pa bo tudi s svojim vložkom to razvil v okviru dveh finančnih produktov, ki sta že tukaj razvidna, se pravi mikroposojila in razvojna posojila, pa razpisal za 37 milijonov posojil. Jaz bi se tukaj kar ustavila, ker vem, da smo v časovni stiski, in predala besedo gospe Tjaši Perkovič, vodji sektorja za finančne spodbude na Slovenskem regionalno-razvojnem skladu, da bo podrobneje predstavila, kako bodo oni to izvedli. Pozdravljeni, tudi v mojem imenu in v imenu Slovenskega regionalno-razvojnega sklada. Veseli me, da je toliko mladih z načrti za naprej in upam, da bodo finančni inštrumenti, ki jih bo izvajal Slovenski regionalno-razvojni sklad, pripomogli k temu, da boste svoje načrte tudi uresničili in to s čim bolj ugodnimi pogoji. Za začetek bi rada povedala to, da smo imeli pri pripravi finančnih inštrumentov kar nekaj sestankov z deležniki, torej tistimi, ki so jim finančni inštrumenti namenjeni, pa ne samo njimi, tudi vsemi tistimi, ki na slovenskem trgu pokrivajo pravila državnih pomoči in drugimi deležniki, ki so nam predstavili svoje pričakovanja. In ta pričakovanja smo se potem zelo potrudili, da smo v največji možni meri vključili v konstrukcijo teh finančnih inštrumentov. In v tem kontekstu bi se jaz zelo rada zahvalila današnjim organizatorjem, ker so imeli svoj glas, so izrazili svoje želje in pričakovanja in prav je, da se jih upošteva. Začela bi s tem, ker ne želim pozabiti, da imajo podnebne spremembe danes na kmetijstvo precej negativnih vplivov, da se množijo, da se ti negativni vplivi množijo in so vse pogostejši in različni in da so ti finančni inštrumenti namenjeni tudi po ponovni vzpostavitvi proizvodnega potenciala po naravnih nesrečah. Se pravi, tisti, ki boste vlagali vlogo za ta namen, boste imeli prednost pri merilih, pri točkovanju projektov. Ko govorimo o finančnih inštrumentih, govorimo o povratnih oblikah spodbud, ki so lahko tudi kombinirane z nepovratnim delom, ampak tukaj želim povedati, da te povratne oblike spodbud prinašajo tudi neke dodatne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni ob dodelitvi. Eno je kreditna sposobnost, ki se računa tako, kot je prikazano na tem slajdu. Ona pove oziroma nam zagotovi, da ste sposobni v tem obdobju, ki ste si ga zastavili, sredstva vrniti. Nihče ne želi, da mlad kmet vzame posojilo, ki ga ni sposoben v tem času vrniti. Drugo, kar pa je pa zavarovanje. Tukaj so naštete vse možne oblike zavarovanja, ki jih sklad sprejme kot ustrezne, ampak pri zavarovanju velja poudariti, da je bistvena prednost razvojnih posojil ta,
da je 80% tega posojila zavarovanega z omejenim portfeljskim jamstvom. Se pravi, samo za 20% posojila je potrebno zagotoviti zavarovanje. Na kratko bi tudi povedala, čemu niso namenjeni finančni inštrumenti, niso namenjeni poplačilu že obstoječih kreditov ali leasing pogodb, ni dovoljeno refundirati že plačanih obveznosti končnega prejemnika, ne sme se uporabiti za naprejšnje financiranje nepovratnih sredstev v primeru, ko kombinirate in zapirate finančne konstrukcije. Morate pa biti, če prejmete sredstva, še 3 leta po zaključku projekta vpisani v register kmetijskih gospodarstv. Se pravi, morate izvajati dejavnost. To je tudi pogojeno s tem, da če izvajate dejavnost, lahko posojilo vrnete in potem vzamete novo in se naprej razvijate. To je tudi bistvo povratnih oblik spodbude, da se večkrat uporabijo in s tem so učinki, ki se dosežejo, večji in se seštevajo. Prvi finančni inštrument, ki ga bo Slovenski regionalno razvojni sklad izvedel, so mikroposojila. Javni razpis bo objavljen predvidoma septembra. 50% sredstev je namenjenih malim kmetijam, 50% pa mladim kmetom, tale bo nekje 9,5 milijonov evrov sredstev. So pa finančni inštrumenti zasnovani tako, da se prilagajajo glede na potrebe trga. To pomeni, da se bodo sredstva porabljala sproti in če bo veliko povpraševanje strani mladih, se bodo sredstva prelila k mladim, če pa bo večje povpraševanje, tam, kjer bo večje povpraševanje, tja se bodo sredstva prelila. Kar se tiče upravičenih stroškov, je tukaj upravičeno vse, kar si lahko zamislite, pač vse, kar je dovoljeno v uredbah, ki so podlaga za državne pomoči, vključno z davkom na dodano vrednost in vključno z nakupom kmetijskih zemljišč. Posojila lahko pridobite v vrednosti od 5.000 do 25.000 evrov, so brezobrestna, nobenih stroškov ni, ročnost do 5 let z možnim moratorijem do 1 leta, ki se všteva v teh 5 let. Se pravi, če imate 60 mesecev ročnosti posojila in želite 12 mesecev moratorija, morate v naslednjih 48 mesecih, se pravi, tako se izračunate višino obroka, vrniti posojilo. Zavarovana posojila bodo samo z menicami. Kar se pa tiče državnih pomoči, pa v bistvu bomo šli po obeh shemah de minimis. Tisti, ki boste prijavljali svoje projekte v dejavnosti pridelave, boste šli po kmetijskem de minimisu in tam je zgornja meja 25.000 evrov v zadnjih 3 letih. Tisti, ki boste šli pa v dejavnostih dopolnilnih dejavnosti, je pa 200.000 evrov v zadnjih 3 proračunskih letih. In tukaj čisto na dnu slajda je pač prikaz za 25.000 evrov z različnimi ročnostmi, pač koliko je to državne pomoči na račun tega mikroposojila. Zdaj, kaj je bistvo mikroposojil? Kaj želimo z njimi doseči? Ta podpora naj bi bila enostavna in hitra in dosegljiva. Se pravi, enostavna za vas kot vlagatelje, enostavna vloga, čim manj prilog, hitri moramo biti pa mi pri obdelavi in dodelitvi sredstev. Kar se tiče, potem sem pa naredila, malo sem pregledala, kaj je zdaj na tržišču trenutno v bistvu dostopno, katera likvidnostna posojila so dostopna za kmete. In najugodnejša primerjava, ki sem jo našla, je bila za 20.000 evrov. Obrestna mera je bil 6-mesečni Euribor plus 3% letno, to zdaj znaša 6,944 ali pa fiksna 5,20% letno. Ročnost 36 mesecev pa brez moratorija. Pogledala sem, kakšni so stroški objavljeni na spletni strani, kakšno je zahtevano zavarovanje in ko sem naredila amortizacijski načrt, sem ugotovila, da po 36 mesecih vi 20.000 evrov v bistvu po fiksni obrestni meri vrnete 22.000 evrov 937, po spremenljivi, to je ta 6-mesečni Euribor, pa 23.464. Se pravi, toliko vas na trgu danes stane najugodnejša ponudba, ki sem jo jaz lahko našla. Včeraj sem jo našla, to je aktualna ponudba.
Pri mikroposojilu dobite 20 tisoč evrov, v teh 36 mesecih imate lahko do 12 mesecev moratorija, zavarovano je samo z menicami in vrnete 20 tisoč evrov. Vključuje pa to posojilo 2400 evrov državne pomoči. Se pravi, je ugodnejše, kot je posojilo po tržnih pogojih in ta državna pomoč pomeni to razliko. Preračunal pač po formuli, ki jo določa uredba. Drugi finančni inštrument, o katerem se bomo danes pogovarjali, je pa razvojno posojilo z omejenim portfeljskim jamstvom, subvencijo obrestne mere in s kapitalskim znižanjem. Sliši se zelo dolgo, ampak se splača povedati, ker vsak ta sklop besed prinaša neko ugodnost za vas kot vlagatelje. Do tega finančnega inštrumenta tukaj bo na voljo 27,5 milijonov v obdobju naslednjih 4 let za mlade kmete. 25% ne bi se namenilo za ekološko kmetovanje, ampak tudi tukaj velja to pravilo prelivanja. Upravičeni stroški so tudi po maksimumu v bistvu tisto, kar je bilo izpostavljeno, da je na tržišču med mladimi potreba. Torej, poleg stroškov, ki jih določajo uredbe, to so nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, gradnje, adaptacije, so tukaj vključeni tudi stroški materiala, trgovskega blaga in storitev, se pravi tudi obratni stroški, stroški iz naslova prevzema kmetije, se pravi izplačilo dednih deležev, se pravi gre tukaj za neko kombinacijo s tem, da tudi tisti, ki kmetijo predajo, so vanjo nekaj vložili in prav je, da imajo tudi nekaj od tega. Vključen je tudi davek na dodano vrednost, pač v maksimalnem deležu. Tukaj so neka pravila, ki bodo posebej razložena v javnem razpisu in če boste imeli težave s tem, da določite, kolikšen delež vašega davka je upravičen, se boste pač obrnili na sklad, ker vam bodo pomagali pri določitvi. Višina posojila je od 25.001 evra do milijona. Obrestna mera je fiksna, 0,5% letno ali 1% letno. Nobenih stroškov ni, brez stroškov sklenitve pogodbe in vodenja računa. Najdaljša ročnost je lahko 20 let, pri čemer lahko koristite do 5 let moratorija. Pri pogojih zavarovanja je vključena tukaj bistvena prednost, se pravi 80% posojila je zavarovanega z omejenim portfeljskim jamstvom, 20% pa predlagate zavarovanje vi kot vlagatelji, pa si bomo v nadaljevanju potem pogledali, kaj to dejansko pomeni, kakšna je to prednost. Kar se tiče intenzivnosti pomoči, po ABRU do 80% upravičenih stroškov oziroma 100% v primeru neproizvodnih naložb, do 25.000 evrov po kmetijskem de minimisu oziroma do 200.000 evrov po gospodarskem de minimisu. Se pravi, gre za razpis, ki bo kombiniran s 3 shemami državnih pomoči. To pomeni, da bo precej drugačen od mikroposojil, ki bodo enostavna in hitra, ta bo precej bolj zakompliciran, ima pa druge prednosti. Bistvena prednost, ki jo mi vidimo, je ta, da boste lahko glede na dolžino trajanja moratorija, ki je 5 let, v en projekt vključili več v svojo malo bolj dolgoročno vizijo. V 5 letih lahko izvedete več naložb in lahko jih boste vključili v ta en projekt. Obdelava bo sicer kompleksna in poročali boste po zaključku vsake naložbe, ampak kot sem rekla, priprava ene vloge je verjetno terja manj kot vsake posebej. Je pa treba zato imeti že razdelano vizijo za naslednjih 5 let, kam boste vlagali, kako se boste razvijali. Zdaj glede na to, da bodo tukaj kompleksni izračuni višine državne pomoči, pa zato, da bomo razumeli, kateri projekti imajo katero obrestno mero in kakšna prednost to pomeni za nas, sem pripravila primere 3 projektov, kjer je vrednost projekta 600.000 evrov, upravičeni stroški 530, dobili ste subvencije 255.000 evrov in potrebujete 275.000 evrov posojila. Ročnost je povsod enaka 15 let, moratorij 2 leti. Če je vaša naložba usmerjena v povečanje proizvodnih kapacitet,
in če vaša vloga izpolnjuje pogoje javnega razpisa in vi kot vlagatelji boste upravičeni do fiksne obrestne mere 1% letno. Se pravi, za 275 000 evrov posojila z fiksno obrestno mero 1% letno boste v 15 letih vrnili 298 000 evrov pa nekaj sredstev. A ne? Državna pomoč, ki jo boste prejeli, je pa nekaj čez 71 000. Se pravi, danes, na današnji dan, bi vi po tržnih pogojih za to isto ročnost in vrednost posojila plačali 71 000 več v 15 letih. Pri čemer bo subvencijo obrestne mere tukaj notri za 9378 evrov, se pravi, to je nepovratni del spodbude. Ne? Ministrstvo plača en del obrestne mere za vas, a ne? In to se potem odšteva iz tistega vplačila sredstev ministrstva in se ne vrne nikoli več in se ne obrne. A ne? In ta subvencija se knjiži v breme teh vplačanih sredstev. Pri drugem projektu gre za nakup molznega robota in projekt seveda izpolnjuje pogoje javnega razpisa. Če bo naložba vsebovala več kot 50% stroškov, ki sodijo v okvir zelenega, digitalnega in podnebno nevtralnega kmetijstva, boste prejeli obrestno mero fiksno 0,5% letno. In 275 evrov kredita oziroma posojila v 15 letih boste vrnili 286 000 evrov. Se pravi, tukaj državne pomoči že več kot 81 000 evrov in subvencija obrestne mere je v tem primeru pač še enkrat višja kot prej, ne? 18 757 evrov in se tudi knjiži v breme teh vplačanih sredstev. Se pravi, subvencija obrestne mere gre vedno do 1,5%. Tretji primer je pa projekt, ki je usmerjen v nek trajnostni cilj, ki je merljiv, ne, in boste zmanjšali porabo energije v kmetijski proizvodnji za 30%. V tem primeru boste prejeli fiksno obrestno mero 0,5% letno in pravico do kapitalskega znižanja v višini 5% glavnice, ne sme pa presegati 10 000. Se pravi, enkrat, ko teh 5% prije do 10 000, je za vse ostale naprej še vedno 10 000 evrov. Ne? In v tem primeru je državne pomoči več kot 91 000 evrov in vi za 275 000 evrov posojila v 15 letih vrnete nekaj čez 276 000. Ne? Se pravi, skoraj brezobrestno posojilo je to potem. Ne? Mislim, to je skoraj isto vrnete, kot ste prejeli. Ne? In v tem primeru se pa oboje, tako subvencija obrestne mere, kot kapitalsko znižanje knjiži v breme vplačanih sredstev, se pravi, to dvoje predstavljata nepovratni del spodbude v okviru finančnih inštrumentov. Se pravi, bolj kot je projekt trajnostno usmerjen, če je še merljiv, cenejši je denar, ne? Če povemo pogovorno. No, tukaj je en primer izračuna državnih pomoči in kumulacije teh državnih pomoči, pa ne se ustrašiti, to ne boste delali vi. Primer sem vključila samo izključno iz teh razlogov, ker je v bistvu bodo upravičeni stroški vezani na shemo državnih pomoči. Se pravi, kombinacija državnih pomoči bo izhajala iz vsebine vaših naložb. Ne? Neki pač določene upravičene stroške lahko pač bodo šli po točno določeni shemi. A ne? In tako se bo potem seštevalo in gledalo, če jo kjerkoli prebijate ali ne. Za vas je pomembno samo to, da boste pozorni pri razpisih, a ne, katera shema bo zraven, ker od tega je odvisno, koliko pomoči lahko prejmete. Kaj pa se zgodi, če bi vi presegli to intenzivnost? A ne? Če ste presegli tiste intenzivnosti pomoči, o katerih sem prej govorila, to se bo ugotavljalo takrat, ko se dodeljuje te državne pomoči, ker je odvisno pač tudi od tržne obrestne mere, koliko je te pomoči. In v tem primeru se bo toliko zvišala obrestna mera, če ni druge rešitve, da ne boste prebijali praga intenzivnosti, ker to ne smete, če ne morate pol vrniti to pomoč. Ne? Lahko se pa prilagodi tudi kapitalsko znižanje, ne? Pač se bomo dogovarjali potem, kaj in kako znižati. No in tudi tukaj sem naredila primerjavo tržnih pogojev, pa naših, pa finančnih inštrumentov, da vidimo, a ne,
Danes se dobi 600 tisoč evrov posojila na trgu po obrestni meri 6-mesečni Euribor plus 1,3% letno, to je 5,24% obrestna mera danes. Pa vzela sem ročnost 15 let, pa moratorij 18 mesecev. Pogledala sem, kakšni so stroški. Na trgu je bila zahtevana vrednost zavarovanja 1,2 milijona evrov, se pravi dvakratnik posojila in 600 tisoč evrov prejetega posojila skupaj z obrestmi vrnete 864 tisoč 689 evrov. Po razpisu, ki se je pri nas že zaprl, se pravi, kjer so zdaj bile izdane zadnje odločbe, je bilo možno dobiti 600 tisoč evrov po fiksni obrestni meri 2,26%. Vključila sem pač naše stroške, vse ostalo, zahtevano zavarovanje je bilo za 0,9 milijona evrov, se pravi še vedno nižje kot tržno, ampak je več kot enkratnik posojila in v 15 letih boste vrnili 714 tisoč 695 evrov in tako posojilo vključuje za 92 tisoč evrov državne pomoči. Se pravi, to je ta razlika do te tržne vrednosti. Pri finančnih inštrumentih, pa če bi si zastavili če bo vaša naložba taka, da bo zasledovala merljivi trajnostni cilj, se pravi, bo imela fiksno obrestno mero 0,5, pa kapitalsko znižanje, zahteva po zavarovanju, tukaj lepo vidite, kakšno prednost imate iz omejenega portfeljskega jamstva. Zahteva po zavarovanju bo za 144 tisoč evrov posojila in to je ta velika prednost, ki jo prinaša ta finančni inštrument. Boste pa vrnili v 15 letih 614 tisoč 875 evrov in boste prejeli 182 tisoč evrov državne pomoči. Iz naslova ugodnega posojila, se pravi razlike med obrestno mero, ki jo pridobite in tisto, ki je na trgu, iz naslova omejenega portfeljskega jamstva, se pravi te vrednosti zavarovanja in iz naslova kapitalskega znižanja, ko boste dosegli trajnostni merljivi cilj. Zdaj pa mladi ste tudi podali željo, da bi bili te finančni inštrumenti inovativni in kot inovativno mi vidimo to kapitalsko znižanje, ki je ena od oblik pomoči, ki jaz pri nas še nisem zasledila, mislim, da smo prvi. Kot sem rekla, predstavlja to nepovratni del spodbude za neke merljive trajnostne cilje in ti merljivi cilji so povečanje energetske učinkovitosti za najmanj 30%, obnovljivi viri energije v virih vsaj 50%, zmanjšanje emisij toplogrednih plinov oziroma povečanje kmetijskih površin v ekološki pridelavi. To so ti cilji, ki jih boste mogli dosegati minimalni, zato da boste pridobili pravico do kapitalskega znižanja v višini do 10 tisoč evrov. To je pač ta nepovratni del spodbude. Zdaj pa glede na to, da smo še kar v časovni stiski, bom jaz sam tako malo vam pač prikazala še druge produkte sklada, čisto na hitro. V letošnjem letu iz namenskega premoženja namenjamo 16 milijonov evrov za kmetijstvo in gozdarstvo, se pravi za program kmetijstva in gozdarstva. Imamo pa tudi druge programe, gospodarske projekte podpiramo, projekte lokalne infrastrukture, projekte neprofitnih nevladnih organizacij, ki so usmerjeni v trajnostne cilje. Na področju kmetijstva imamo letos precej spodbud in kakor sem rekla, kar nas v letošnjem letu še čaka in napovedujemo, so v bistvu trije produkti. Agroinvest septembra, to je investicijski razpis, ki se je pač zaključil in bomo zdaj po novi uredbi za kmetijske skupinske izjeme objavili novega. Kot eden izmed namenov bo poleg prilagoditve na podnebne sprejeme tudi vzpostavitev proizvodnega potenciala po naravnih nesrečah. Novo bo to, da bodo upravičenci tudi pravne osebe. Potem smo rekli mikroposojila, tudi septembra, to so te enostavne vloge, kjer lahko vsak prejemnik prejme do 50 tisoč evrov mikroposojil. To so tisti hitri, enostavni, brez obresti, brez zavarovanja praktično. In razvojna posojila planiramo pač objavo razpisa v decembru.
Jaz se vam zahvaljujem za pozornost. Bilo je zelo vroče, upam, da tudi na račun finančnih inštrumentov. In če ima kdo kakšno vprašanje, prosim. Jaz imam vprašanje. Rekli ste, da mora potem za te mikrofinančne inštrumente, potem še 3 leta... Morate biti vpisani v register kmetijskih gospodarstv. A to, recimo, pri prenosu kmetije, da gre pa potem na mladega prevzemnika, mora pač ostati ta... MID številka, ne? Kmetijskega gospodarstva. Ime nosilec, ki je pridobil denar za... Ja, lejte, tako je. Tukaj je upravičenec mladi kmet, ne? On mora to dejavnost opravljati 3 leta. Se pravi, mora nekaj počakati, da postane, da prenes kmetijo, potem pa vzamejo take... Mladi kmet mora biti, ja. Ne, da bi že v bistvu prehiteli, pa bi že prej vzeli kredit. Se rekli tudi za majhne kmetije, ali pa ja. Torej, mladi kmet mora prejeti pozitivno odločbo se strani agencije oziroma razpisov, ali lahko katerikoli kmet mladih vzame? Mladi kmet, ki izpolnjuje definicijo iz skupne kmetijske politike, ki mislim, da jo je zelo dobro povedala moja predhodnica, ne? Naravi pa odločba. Ni pogoj nikjer zapisan, da mora imeti odločbo. Majhna kmetija, kakve bojo pogoji? Isti pogoji za male kmetije, kot so za, pri mikroposojilih ni nič drugače, razen tega, da so drugi upravičenci, so pa tudi te definirane v SKP-ju, ne, s tistim standardnim prihodkom od koliko pride 4900 do 11999. Enako kot je v strateškem načrtu, ja, je definicija. Višina posojila pa enaka, za majhne Isto, kmetije... vsi pogoji so enaki. Jaz bi bolj en komentar dal zdaj, ravno v času sejma je dosti možnosti, da smo v stiku z mladimi kmeti, ne, moram reči, da ti finančni inštrumenti, mislim, da je ravno v pravem času pretajajo, ne. Zdaj, glavna težava so ravno krediti, ne, tisti obstoječi in tisti, ki zdaj pridobivajo, res obrestne mere, so trenutno zelo neugodne, ne. Torej, za finančne inštrumente so ugodne. Ja. Mislim, je odgovor na visoke obrestne mere, ker ponuja fiksno obrestno mero oziroma so brezobrestni v primeru mikroposojil. Res imajo, jaz mislim, sploh mikroposojila imajo vse možne ugodnosti, pa tudi pri ostalih smo šli do zgornjih mej, ki jih dovoljuje uredbe, no.